Spoštovana ministrica, doktorica Maja Makovec Brenčič, spoštovana generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo in izobraževanje odraslih Elvira Šušmelj, spoštovana magistrica Katja Dovžak, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, spoštovani predsednik Evraše, Evropskega združenja visokega strokovnega šolstva Stefane Lavik, spoštovani direktor Centra za poklicno izobraževanje Republike Slovenije Elido Bandl, cenjeni partnerji iz gospodarstva, predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, spoštovani predstavniki univerz, NAKVIS-a, Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov, Študentske organizacije Slovenije in CMEPIUS-a, spoštovani direktorji šolskih centrov in višjih strokovnih šol, spoštovani kolegice, ravnateljice, kolegi ravnatelji, predavateljice, predavatelji, študentje, predstavniki višjih strokovnih šol, cenjeni gostje. Štejem si veliko čast, da vas lahko v imenu Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije kot organizatorja te slovesnosti in v svojem imenu nagovorim ob 20-letnici višjega šolstva v Republiki Sloveniji. Zgodbo višjega strokovnega izobraževanja smo začeli pisati nekateri tu prisotni. Sedaj pa jo pišemo vsi skupaj in verjamem, da se bo še nadaljevala in razvijala. 20 let res ni dolgo obdobje, vendar je višje strokovno izobraževanje že dalo svoj pečat izobraževanju doma in v tujini. Teh 20 let pa dobi popolnoma drugačen pomen, če vemo, da začetki te zgodbe segajo v 20. stoletje in v tem preteklem tisočletju. 20 let obstoja višjega šolstva zagotovo pomeni, da smo preboleli vse razvojne bolezni, s polnoletnostjo pa smo postali odrasli, odgovorni subjekti, ki tvorno sodelujemo v nacionalnem izobraževalnem sistemu. Naj nanizam nekaj mejnikov v višjem strokovnem šolstvu. Temelji razvoja višjega strokovnega šolstva v Sloveniji so bili položeni v letu 1994. S sprejemom zakona o poklicnem strokovnem izobraževanju, bele knjige in zakona o visokem šolstvu, ki je med drugim uvedel visoke strokovne programe in hkrati ukinil dotedanje višje šolske programe, ki so se izvajali na univerzah. Višje strokovne šole pa so nastale na novo, z novimi študijskimi programi, na pobudo in kot odgovor na potrebe gospodarstva po krajših, izrazito praktično usmerjenih programih. V letu 1995 se je v prenovo slovenskega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključila tudi Evropska unija preko programa FARE za preobrazbo sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Janez Šolar, Višja šola za gostinstvo in turizem Bled, Milan Meža, Šolski center Velenje, Alojz Raspet, Šolski center Celje, Drago Simončič, Šolski center Novo mesto in Milan Stebrnak iz izobraževalnega centra Eles smo kot koordinatorji FARE programa vstopili v zgodbo razvoja novega višjega strokovnega šolstva v Sloveniji. V okviru tega projekta smo vodili razvoj novih višješolskih strokovnih programov o pomoči strokovnjakov Centra za poklicno izobraževanje Republike Slovenije in seveda Ministrstva za šolstvo in šport. Pri pripravi programov smo sodelovali z domačimi in tujimi strokovnjaki iz Evropske unije, socialnimi partnerji in delodajalci. Glede na interes slovenskega gospodarstva in nastalo praznino v višješolskem izobraževanju smo skupaj s socialnimi partnerji pripravili na podlagi nomenklature poklicev oziroma sedanjih poklicnih standardov 4 višješolske programe. To so gostinstvo in turizem, elektronika, energetika in strojništvo. Razvoj programa je potekal po fazah, in sicer bilo je najprej potrebno pripraviti analizo potreb in nove nomenklature poklicev, pripraviti splošne dele programa in kataloge znanj za posamezne predmete in seveda praktično izobraževanje, izdelati primerljivost programov s podobnimi programi v državah EU, izvesti izobraževanje bodočih predavateljev in pripraviti posodobitev opreme in tehnologije. Pogoj pri pripravi programov je bil, da se 60% programa izvede v šoli v smislu pridobivanja teoretičnih znanj in 40% kot praktično izobraževanje v podjetjih. Meseca oktobra 1996, to je v študijskem letu 96-97, smo začeli na 5 na novo ustanovljenih višjih strokovnih šolah poizkusno izvajati nove višješolske strokovne programe, in sicer na 4 javnih in 1 zasebni. Javne višje strokovne šole, razen Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, so bile ustanovljene kot organizacijske enote šolskih centrov. Ta oblika se je skozi čas pokazala kot prednost, saj so višje strokovne šole v šolskih centrih postale
del strokovne izobraževalne vertikale, pri čemer so bolje izkoriščene prostorske kapacitete, specialne učne tehnologije in kader, kar je še posebej prednost na področju tehniških študijskih programov. Ti programi so bili in so zasnovani tako, da omogočajo pridobivanje teoretičnega znanja in znanstvenih metod pri reševanju problemov operativnega praktičnega dela, in sicer pri vodenju organizaciji delovnih procesov. Povezava teorije in prakse teži k uveljavitvi modernega izobraževalnega koncepta, ki pridobivanje znanja, razvoj sposobnosti in poklicne identitete povezuje z reševanjem praktičnih problemov na študiju. Na višjih šolah izhajamo iz izkušenj in tradicije, da sledimo potrebam posameznika, ki želi svoje praktične izkušnje nadgraditi in preizkusiti s teoretičnim znanjem in si tako pridobiti ustrezno formalno strokovno izobrazbo. Z vpetostjo v okolje in neposrednim sodelovanjem podjetij v izobraževalnem procesu nam je uspelo tisto najpomembnejše, to je pridobiti zaupanje podjetij, strokovni ugled in zaposljivost naših kadrov. Veliko zanimanje za višješolski študij je v prvem desetletju spodbudilo izjemno rast teh šol. Število zasebnih šol je kmalu dohitelo število javnih, po 10 letih delovanja smo imeli v Sloveniji že 51 višjih strokovnih šol, in sicer 24 javnih ter 27 zasebnih. Število študentov je naraščalo do študijskega leta 2009-2010, ko smo dosegli največje število vpisanih študentov, to je 16.973. Nato pa je začelo število upadati. V tekočem študijskem letu v Sloveniji deluje 50 višjih strokovnih šol, od teh 29 javnih in 20 zasebnih. Ter višja policijska šola, ki deluje v okviru Ministrstva za notranje zadeve. Višje šole izvajajo 33 višješolskih študijskih programov in v tem študijskem letu je vpisanih 10.670 študentov. V letu 2002 smo se višješolci skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport lotili reševanja še enega izziva. To je priprave in izvedbe enotnega razpisno-vpisnega postopka. Tako se je rodila višješolska prijavna služba. Pri postavljanju te službe smo se zgledovali po univerzitetni vpisni službi, ki nam je bila zlasti v začetku v veliko pomoč pri reševanju določenih nejasnosti. Prav tako smo se višješolci kot prvi lotili reševanja problema fiktivnega vpisa in rešitve celo zapisali v spremembi zakona o višjem strokovnem izobraževanju. Skupen evropski izobraževalni trg in trg delovne sile potrebujeta diplomante s primerljivimi znanji. Zato so evropske države sprejele odločitev, da bodo prenovile svoje izobraževalne sisteme in vseh nivojih, tako da bodo ti med seboj kar najlažje primerljivi. Tako smo tudi naše višješolske programe v letu 2007 v okviru projekta Impletum prenovili in vrednotili s 120 kreditnimi točkami po evropskem prenosnem kreditnem sistemu ali tako znanem ICTS-u. Postali smo del evropskega visokošolskega sistema, in sicer kot kratki cikel visokošolskega izobraževanja, to je dvoletno strokovno izobraževanje. Višje strokovno izobraževanje se je s samostojnim zakonom o višjem strokovnem izobraževanju sprejetim leta 2004 pozicioniralo kot samostojni steber terciarnega izobraževanja in kot tak del prve bolonjske stopnje. Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij, to je SOK, pa nas je umestil v 6. raven kvalifikacij. Leta 2005 je bila ustanovljena skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, ki povezuje javno in zasebno šolstvo in katere poslanstvo je zastopanje pogledov višjih strokovnih šol v nacionalnem in mednarodnem visokošolskem prostoru. Na področju mednarodnega sodelovanja in povezovanja v evropskem visokošolskem prostoru so se začele skupnosti višjih strokovnih šol odpirati nove poti za včlanitvijo v EURAŠE leta 2007. To je Evropsko združenje visokega strokovnega šolstva. Smo aktiven partner in upravni odbor EURAŠE je bila izvoljena tudi predsednica skupnosti višjih strokovnih šol Zdenka Steblovnik Župan, danes pa nas v tem organu zastopa Alicija Leonor Savli Miklavčič. Vključevanje v evropski prostor in vpetost v evropske projekte nas je močno okrepilo, prineslo priznanje v domačem okolju in hkrati prineslo veliko priložnost za izboljšanje ter razvoj izobraževalnega sistema. V okviru tega sodelovanja smo postali prepoznavni vzor v nekaterih državah Evropske unije, ki po našem sistemu na novo odpirajo višje strokovne šole. Vse od leta 1996 dalje je višje strokovno šolstvo v slovenskem sistemu izobraževanja raslo in zorelo in je v 20 letih delovanja dozorelo v kakovosten izobraževalni sistem in v enega od ključnih akterjev na področju povezovanja izobraževanja z gospodarstvom
ter v internacionalizacijo višjega strokovnega šolstva. V nas je zorelo in dozorelo spoznanje, da bomo le s kvalitetnim sistemom praktičnega izobraževanja in povezovanjem teoretičnega znanja s prakso izpolnili pričakovanje delodajalcev in seveda tudi študentov, ter si na ta način postavili pozicijo na področju izobraževanja in usposabljanja v slovenskem izobraževalnem prostoru ter v Evropski uniji. Postali smo povezovalci teoretičnih znanj s prakso, strokovnjaki iz prakse so postali predavatelji, študenti pa v svojih diplomskih delih rešujejo konkretne probleme v podjetjih pod mentorstvom predavateljev in strokovnjakov iz podjetij. Nahajamo se na robu četrte industrijske revolucije, to je inteligentne proizvodnje, ki pa sega tudi iz gospodarstva v vse pore našega življenja in upravljanja, poznane kot industrija 4.0. Združuje in povezuje veliko različnih področij oziroma zagrizla se je vse pore našega življenja in temelji na internetnih povezavah, senzoriki, umetni inteligenci, nanotehnologiji in ki zahteva nova znanja. Zaradi tega bodo potrebni veliki premiki na področju izobraževanja za nove poklice, saj veliko sedanjih poklicev in služb ne bo več obstajalo in nadomestiti bomo morali novi. Seveda se bo moralo tudi višje šolstvo prilagoditi tej novi realnosti in tem izzivom. Zavedamo se, da se bodo tudi v višjem šolstvu kalili bodoči kadri, ki bodo sposobni sodelovati v industrializaciji 4.0. V poslovnim razvojnimi cilji pa morajo biti usklajeni tudi kadrovske perspektive, zmanjšati se morajo razkorak med povpraševanjem in ponudbo ustreznih kadrov na trgu dela. Pogled je treba usmeriti močno naprej, saj bodo zaposleni le tako s svojimi kompetencami lahko odgovarjali na izzive četrte industrijske revolucije, ki je dejansko že med nami. Spoštovani predstavniki višjih strokovnih šol, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter gospodarstva, ob tej priložnosti bi se vam želel v imenu skupnosti višjih strokovnih šol zahvaliti za vaš nenadomestljiv prispevek k uspešnemu 20-letnemu delu višjega šolstva. Vem, da vsakdo izmed nas, ki smo kakorkoli povezani z višjim šolstvom, v svoji vlogi in s svojim videnjem po najboljših močeh soustvarjamo kakovostno višje šolstvo. Prav kakovost, mednarodna odprtost, podporna okolja za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti, povezanje izobraževanja z gospodarstvom so in bodo ključna področja delovanja naših šol. A vse to lahko dosegamo le skupaj, s skupnimi odgovornostmi in zaupanju, da kakovostna znanja in kompetence krepijo zaposljivost, zaposlenost mladih, doprinašajo gospodarskemu in družbenemu napredku ter ustvarjanju novih delovnih mest in razvojnih priložnosti. Ponosni smo lahko na dosežene rezultate. Upam, da smo skozi čas in izkušnje pridobili veliko znanja in moči, da lahko sodelujemo pri razvoju drobnih in velikih sprememb v izobraževalnem sistemu ter pri razvoju sodobne tehnološkega sveta. Naj s tega mesta se zahvalim za današnji dogodek pri organizacijskem odboru, ki je vodil pripravo današnjega dogodka, in še posebej Višji strokovni šoli B&B, ki je prevzela pripravo našega zbornika. Naj na koncu uporabim misel Nikole Tesle. Naj prihodnost pove resnico ter vsakogar oceni glede na njegovo delo in dosežke. Hvala lepa.